Dajo s svojimi starši v knjižnico, se srečujejo s knjigo, se srečujejo seveda tudi z branjem, se srečujejo s pisano besedo. Ko listajo po knjigah, ugotovijo, da so v knjigah črke, da so te črke sestavljajo besede, pomene, stavke. In ko odnesejo te knjige domov in ko jih doma prebirajo, jim to zagotovo pomaga pri njihovem skupnem branju, pri njihovem doživljanju literature. Sigurno pa vpliva tudi kasneje na pisanje, na opismenjevanje. Skratka, to je tisto prvo srečevanje s knjigo, ki kasneje lahko prinese in obrodi lepe sadove. Torej, nekateri starši težje pridejo iz različnih razlogov, težje pridejo v knjižnico in si potem težje izposodijo vso to gradivo in pa doživijo vso to raznoliko ponudbo, ki jo knjižnica nudi svojim obiskovalcem. Mi bi jih radi v knjižnici nagovorili, da naj vendarle premagajo ta strah, da naj vstopijo v knjižnico, kajti vstopili bojo v en tak prijeten prostor s knjigami, ker se dogajajo različne zelo prijetne stvari za otroke in pa za starše. In naša želja je, da bi potem doma v krogu družine to tudi nadaljevali, da bi skupaj brali, da bi skupaj ustvarjali ob knjigi in da bi te občutke, ki so jih prinesli domov iz knjižnice, potem še nadgrajevali tudi doma. Pomembno je, da znajo šolarji čim prej pisati, zato da lahko potem berejo pa več vejo. Najprej sem se pa naučila kakšen pa povedati sem znala abecedo samo brez T-ja. Najraje pišem veliki pisani L. Ta zvezek imam zato, da noter pišem, ko vadim črke, pa ko vadim stavke za šolo. Vsega začetka že od nič naprej pojemo. Iz tega se je potem razvilo to, da smo risali. Črke smo izrezovali, smo jih sestavljali. Najbolj nas pa zadnje čase veseli, da črke vlivamo iz mavca in jih potem barvamo, sestavljamo besede, največkrat imena za kakšne rojstne dneve, zavijemo darilo in napišemo s temi črkami ime slavljenca. Tako, to počnemo. Morda ste starši kar nekoliko presenečeni nad tem, kako pomembne so te veščine, o katerih so spregovorili naši strokovnjaki. Gospa gostja, Tanja Černe, kako pa naj ravnamo, ko otrok začne pisati svoje ime? To je verjetno prva beseda, ki jo zna zapisati sam. Nekaj napotkov smo že slišali, vendar pa če napiše besedo narobe, kako ravnamo? Ko otrok zapiše svoje ime, smo starši ponavadi tega zelo veseli. In ta zapis imena potem kar naprej spodbujamo. Zdaj vprašanje pa je res, kot ste rekli, kaj se zgodi, ko otrok narobe zapiše. Odvisno, koliko je star. Če je majhen otrok, mu pustimo, da svoje ime tudi narobe napiše, da obrne kakšno črko ali da kakšno črko tudi izpusti. Zato, ker se še ne zaveda vseh glasov, ki so tudi v imenu, v njegovem imenu, ali ker še ne pozna same oblike črke in ne pozna, s čim je ta oblika v bistvu povezana. Zato nekako otroka spodbujamo, da piše svoje ime na različna vabila, na različna voščila v praznikih, tudi če svoje ime napiše večkrat. Ob tem nismo nekako pozorni na to, da mora biti to vabilo ali to voščilo narejeno super ali pa perfektno, ampak da je pač v okviru otrokovih zmožnosti. S tem z imenom se otrok identificira, to je del njega in ko ga zapisuje, nekako pojačuje zavedanje o sebi, kar je pa zelo pomembno. Kaj pa naprimer, če otrok prehiteva razvoj? Ali pa, če morda zaostaja ali ima celo odpor?
do pisanja? Pogosto se zgodi, da otroci prehitevajo razvoj, posebno, če imajo pred sabo starejše brate in sestre. V tem primeru jih želijo otroci dohiteti in v tem primeru so tudi motivirani, da bi tudi oni čim hitreje začeli z branjem, pisanjem in računanjem. Tega procesa ne zaviramo, ampak ga nekako spodbujamo. Lahko otroku že v predšolskem obdobju kupimo naprimer velik zvezek, brezčrtan ali črtan in potem različna pisala, ki naj bodo debelejša, tako da jih lahko otrok v svojo roko tudi prime. In na ta način bo lahko razvijal tudi eno ta pravo samozavedanje in pa samozavest. Kaj pa, če ima odpor, da noče pisati? Pogosto se tudi dogaja, da otrok noče pisati. Včasih nekako otrok ob starejših bratih in sestrah zasluti, kako poteka pisanje, pa čuti, da sam tega nekako ne more še v taki meri izpeljati kot oni. In sam nekako se umakne pred to situacijo. Da bi mu pomagali, potem starši ponudijo otroku različne pripomočke ali materijale, ki omogočajo razvoj drugih podpornih spretnosti, ki so pomembne tudi za pisanje. Na ta način bo otrok pozabil na ta svoj odpor in bo bolj motiviran, to se pravi, želel bo nekako razvijati te spretnosti, zdelo se mu bo, da je tem spretnostim nekako kos in ga bodo tudi zmotivirali, da bo potem lažje razvijal tudi druge predpisalne spretnosti. Katere pa so najpogostejše napake, ki jih pa starši delamo pri opismenjevanju? Najpogostejše napake bi nekako razdelila v 3 skupine. Včasih starši nekako prehitro pričakujejo, da bo otrok usvojil spretnosti pisanja in na ta način tudi nekako pritiskajo nanj in so nekako žalostni ali pa jezni ob otrokovem neuspehu ob pisanju. Včasih starši prepuščajo glavno skrb za pisanje in za razvoj spretnosti opismenjevanja zgolj vrtcu in se jim zdi, da naj se otrok v tem obdobju le še čim dlje igra, kajti za razvoj šolskih spretnosti bo še čas. Včasih pa starši nekako kar pričakujejo, da bo otrok vse črke že v pravi smeri napel. Otrok v predšolskem obdobju pa še ne razume smeri črke, ne razume, da ima določena črka samo določeno obliko in določeno smer. Vsekakor pa priporočamo, da se v predšolskem obdobju, ko otrok pokaže interes, vzpodbuja razvoj spretnosti pisanja in pa vzpodbuja razvoj tudi vseh ostalih spretnosti, ki nekako se nam zdijo pomembne za otrokov razvoj. Tako da nekako uravnotežimo otrokov razvoj in da nismo pozorni samo na to storilnostno področje. Pa nam lahko namignete kakšno vajo, kako naj otroka pripravimo do tega, da bo pravilno pisal črke. Ko je čas za to. Ja, otroku lahko pomagamo na različne načine. Lahko vzamemo kar eno tako škatlo od čevljev ali pa pokrov od škatle od čevljev in potem vzamemo koruzni zdrob, ga naprimer raztresemo v ta pokrov, takole, potem razporedimo po celi površini in zapisujemo naprimer določene črke, ki otroka zanimajo. Naprimer črko A, potem zbrišemo, potem črko B in potem zbrišemo. Lahko otrok riše, piše, karkoli želi na tem materialu. S tem materialom otrok razvija tudi tipne spretnosti, to se pravi spretnosti rok, ki so potem pomembne tudi za samo pisanje. Te spretnosti, same taktilne spretnosti pomagajo pri razvoju teh finih spretnosti pisanja. Zdaj, če želimo razvijati orientacijske spretnosti, kar je tudi zelo pomembno v tem predšolskem obdobju, pa
pa nekako razvijamo zavedanje na lastnem telesu, katera je leva roka, katera je desna noga, katero je levo oko. Na samem otroku, potem na bratu ali sestri ali na mami, očetu, ki sedi poleg njega ali stoji, na nekomu, ki je nasproti njemu ali na svoji igrački. Na ta način otrok uri osnovne orientacijske spretnosti in osnovne spretnosti smeri, ki so zelo pomembne potem pri pisanju. Hvala za tole razlago. Nekateri otroci začnejo pisati zelo zgodaj, drugi pa morda potrebujejo malo več časa. Tudi danes bomo znano osebnost vprašali o njenih spominih. Tokrat o spominih na najbolj zgodno srečanje s pismenostjo. Poglejmo, kakšno zgodbo nam je povedala znana slovenska igralka Milena Zupančič. Vprašali smo jo, ali se spominja prve besede, ki jo je znala zapisati čisto sama. Ali se spominjam prve besede, ki sem jo sama zapisala? Ne, besede se pa res ne spomnim. Res pa je, da sem se naučila brati in pisati pred šolo. Jaz mislim, da tam nekje med 5. in 6. letom. Torej, moji spomini, recimo tako malo bolj hudi na to prvo pisanje, so pa pravzaprav v 1. razredu osnovne šole. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat smo pisali s tistimi navadnimi peresi in črnilom, ki je bil v klopeh, in si namakal tisto pero in si moral zelo lepo pisati in seveda packe so bile kar naprej in si ti stradiral in si strgal list in je bilo kar težko, ne? Poleg tega, da seveda smo takrat imeli v šoli še tudi oceno leposlovje. Se pa zelo dobro spomnim, da sem se pravzaprav brati naučila, ker me je stara mama poslala, tako sem morala, to je bilo včasih, ne, ko se je še dosti sejalo žit, in me je stara mama poslala čuvati žito pred kavkami, srakami. Danes se mi zdi seveda zelo pomembno, da se otroci naučijo pisati tako, medtem ko se igrajo, da nismo nasilni, da se naučijo samo toliko, kar si sami želijo. Moja hči Maša je se tudi naučila pisati pred šolo. Ona se je to tudi iz nekega veselja, heca, in se spomnim, kadar me ni bilo doma, in nažalost me velikrat ni bilo, me izmeren, ko sem prišla domov, čakala kakšna kratka pesemca, pa kaj narisan zraven, v glavnem hec, ne, in tudi danes, ne, ker recimo gledam te svoje nečake, pa otroke, pa tako naprej, se mi včasih zdi, da se majhen premalo pozornosti posveča temu, namreč